Pozdravljeni otroci! Danes se bomo pri glasbeni umetnosti pogovarjali o tem, da lahko glasbo izvajamo glasno ali tiho. Ko glasbo izvajamo, smo izvajalci. Lahko pojemo ali igramo na inštrumente. Glede na to, kaj želimo poslušalcem s svojo glasbo, petjem ali igranjem sporočiti, lahko glasbo izvajamo glasno ali tiho. Se še spomniš pesmi Botra jesen, ki smo se jo učili? Danes si jo bomo zopet prepevali, a tokrat malce drugače. Enkrat jo bomo peli tiho, drugič pa glasno. Prvo kitico bomo zapeli tiho. Pripoveduje namreč o skrivnosti, da v deželo prihaja jesen. Prihaja nežno, počasi barva liste v rjavkaste barve. Drugo kitico bomo zapeli glasno, ker je sedaj zima že tu in urno, torej hitro je zavila v polje in log in barve, kar naenkrat razlila v nekem trenutku in jih tako hitro polila, da so bile vse povsod. Pri tretji kitici bomo najprej peli tiho, kajti dodala je nato še kapljice rose. Ampak ker je barve zmešala, bomo ta del zopet zapeli glasno. Na koncu pa je dodala kaplje dežja. Torej dodala je kapljico po kapljico in zato bomo ta del zapeli zopet tiho. Za pomoč, da bomo vedeli, kaj bomo peli glasno in kaj tiho, sem obarvala besedilo. Roza barvo bomo peli tišje, besedilo, ki je obarvano vijolično, pa bomo peli glasneje. Pesem bom sama zapela dvakrat. Najprej me samo poslušaj in bodi pozoren na to, kdaj pojem glasno in kdaj tiho. Nato pa tudi ti zapoj z menoj in tudi ti bodi pozoren na to, kdaj poješ tiho in kdaj poješ glasno. Si pripravljen? Pa začnimo. Botra jesen že v deželo prihaja, z dežjem in vetrom nam rada nagaja. V polje in log je že urno zavila, barve prelepe povsod je razlila. S kapljico rose je barve zmešala, kaplje dežja pa je zraven dodala. Takole, si slišal razliko v petju? Kdaj sem pela in kdaj tiho in kdaj glasno? Sedaj pa bova zapela skupaj. Gremo. Botra jesen že v deželo prihaja, z dežjem in vetrom nam rada nagaja. Polje in log je že urno zavila, barve prelepe povsod je razlila.
žala. Skaplje dežja pa je zraven dodala. Tole pa je bilo zanimivo, kajnede? Z glasnim in tihim prepevanjem skozi eno skladbo bi se lahko poigravali še na veliko različnih načinov. Glasno ali tiho pa lahko igramo tudi na inštrumente. Na lastne inštrumente, na orfove ali pa na prave inštrumente. Danes pa si bomo pomagali kar z improviziranimi inštrumenti. To pomeni, da bomo igrali na stvari, ki v bistvu sploh niso inštrumenti, ampak jih uporabljamo v druge namene. Tako boš danes potreboval 2 leseni kuhalnici. Tisti, veš, ki jih ima mama v kuhinji za mešanje hrane. Zato zaustavi posnetek in jih hitro poišči v mamini kuhinji. Nato pa nadaljuj z ogledom posnetka. Danes bomo torej igrali na kuhalnice. Na kuhalnice lahko igramo tiho ali pa glasno. Po končanem ogledu tega videoposnetka lahko tudi sam ustvarjaš različno glasbo, ko boš menjal tiho in glasno igranje. V nadaljevanju boš potreboval delovni zvezek za glasbeno umetnost. Na strani 21 imaš narisane 4 različne ritmične zapise. Opaziš, da vse pike niso enako velike? Ene so manjše, druge večje. Katere bi igral tišje? Katere pike bi igral glasneje? Tako ja, majhne pike označujejo tišje igranje, večje pa glasnejše. V nadaljevanju bomo vsak ritmični zapis preigrali 4-krat. Prvič ga poslušaj, nato pa ponavljaj oziroma se mi pridruži. Sedaj pa je na vrsti še ena tvoja naloga. V zvezek pesmica zapiši naslov glasno, tiho. Nato ustvari svoj ritmični zapis za glasno in tiho igranje. Nariši torej velike in majhne krogce in po njih zaigraj svojo ritmično spremljavo. Če boš želel, jo boš lahko na enem naših naslednjih Zoom srečanj tudi predstavil. Tako, naša skupna glasbena ura se je končala. Z učiteljico Katarino sva ti v povezave priložili tudi različne posnetke z glasbo, kjer se prepletata glasno in tiho igranje. Lahko jih preposlušaš. Predvsem pa ne pozabi uživati v glasbi in glasbenem ustvarjanju.